To iz neposredne izkušnje lahko povem, ker se vsak dan vozim po štajerski avtocesti v Ljubljano in kljub temu, da skušam vedno preračunati, da je to doma, da bom prišel ob času, ko moram biti. V Ljubljani se to velikokrat ne izide, ker 2-krat na teden je obvezno neka nesreča, zapora tunela in tako naprej in je to zelo veliko milijonov ur, Slovenci izgubimo na vožnji. V kolonah imamo vlado, v katerih sta dve stranki, ki sta na tistem znamenitem zasedanju na trgu pred parlamentom dvignili loparček, s katerim sta na vprašanja nadkoalicijskega partnerja Jaša Jenulla odgovorili, da ni treba graditi še dodatnih pasov na avtocestah, češ da to bi sam še povečal promet. In so se na začetku mandata tudi lotili na ta način urejanja prometa. Zdaj pol jim je počasi kapnilo, da to ne deluje, zdaj se vendarle ponekod gradijo tudi ti dodatni pasovi. Je pa to brez tega, da ti operativni izvajalci, ne predvsem Dars, znajo pogledati na koledar. In pol imamo dela takrat, ko je največji promet, ko je sezona in se moramo pol prepirati, oziroma se pol ljudje prepirajo po družabnih omrežjih. Kdo je zdaj tukaj pameten, kdo ne zna predvideti ničesar, niti poslušati vremenske napovedi, o tem, kdaj bo sneg padel, pa kdaj je treba plužiti.